Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji, dober večer. Lepo pozdravljeni in dobrodošli ponovno v družbi založbe Mladinska knjiga. Na nocojšnjih minutkah za slovenščino bova z vami urednica Aleksandra Rutar Ivanc in magistra Anita Smole, dolgoletna učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Vide Pregarc v Ljubljani. Anita uporablja učna gradiva Moj Nande za slovenščino s svojimi učenci že tretje šolsko leto, je avtorica učnih dnevnih priprav za književnost, zaberila Kdo bo z nami šel v gozdiček, letos pa tudi dnevnih priprav za slovenščino Moj Nande za tretji razred. V preteklosti je že sodelovala z založbo Mladinska knjiga tudi z drugimi gradivi, je namreč avtorica zbirk nalog za slovenščino Brihtna Glavca. Danes bo z vami Anita delila dragocene izkušnje iz razreda pri delu z učnim gradivom Moj Nande, tako da predajam besedo, Anita, kar tebi. Vas, spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji, pa vas vabim, da če imate kakršnokoli vprašanje, da nam pišete in se bomo na koncu pogovorili. Anita, izvoli. Lepo pozdravljeni, samo da delim zaslon. Samo poveste, če se vidi, ko sem premaknila. Ja, je v redu, ja. Dobro. Ko sem razmišljala, kaj vam povedati pod naslovom Aktivni pouk slovenščine, sem si zadala naslednja dva cilja. Želim vam prikazati, kako lahko tudi učenje z gradivi vključimo gibanje, didaktične igre, učenje na prostem in pa učenje na višjih taksonomskih enotah. Želim vam pokazati, kako lahko učno gradivo učitelju v pomoč, da učenci uporabljajo strokovno zasnovane naloge na različnih zahtevnostnih ravneh. Prav tako pa želim predstaviti nekaj novih idej pri delu z delovnimi zvezki za slovenščino Moj Nande 3 in zbralno knjižico Juhej, že berem. Na portalu imate objavljen prvi sklop učnih priprav za slovenščino za tretji razred. Dnevne priprave so zelo natančno zasnovane. S soavtoricami učnih priprav smo v dnevne učne priprave vključile didaktična priporočila, ki so vam lahko v pomoč pri strokovni pripravi na izvedbo pouka. Pripravile smo tudi rešitve nalog, ki jih lahko uporabite za to, da si učenci sami pregledujejo naloge, kadar na primer delajo po skupinah in ne pregledujete frontalno. Prav tako naj omenim priloge, ki jih samo natisnete in uporabite pri delu z učenci. Vaša naloga pa je, da pri dnevnih pripravah vključite individualizacijo, ker le vi poznate najbolje svoje učence in veste, katere so njihove potrebe. Povem vam, da nas je pri tem vodilo vedenje, da so najpomembnejši učni cilji iz učnega načrta in da so predstavljene dejavnosti drugotnega pomena oziroma da so podrejene učnim ciljem. Želeli pa smo smiselno vključiti v dnevne priprave tudi gibanje in didaktične igre in upam, da nam je to tudi uspelo. Boste potem povedali, kakšne imate izkušnje z uporabo. Danes pa vam bom na začetku predstavila dve konkretni uri, ki eno uro lahko ste že mogoče izvedli na podoben način, druga ura pa bo prišla v naslednjih tednih. Te dejavnosti oziroma takšen način dela lahko z učenci uporabljate pri uresničevanju različnih učnih ciljev. V tem primeru gre za razvijanje jezikovne zmožnosti in sicer pravopisne. Učenci so se učili o vrstilnih in pa glavnih števnikih. V delovnem zvezku Moj Nande 3 je ta enota pod naslovom Tek na smučeh. V uvodnem delu lahko z učenci pogledate posnetek podelitve medalj, potem se pogovorite z njimi, kaj so videli, kdo je kaj dosegel, katero mesto je kateri tekmovalec zasedel. Potem v osrednjem delu učne ure lahko z učenci rešite prvo, drugo in tretjo nalogo iz delovnega zvezka.
Učenci si ogledajo sliko, ki jo vidite tudi na prosojnici, potem pa odgovorijo na vprašanja, koliko prog je. Že tukaj se sprašujejo z vprašalnicami, koliko in kateri po vrsti. Naslednja dejavnost, ki sem jo načrtovala, pa je ta, da učenci sodelujejo pri dejavnostih na poligonu. Na prosojnici vidite, kako je ta dejavnost potekala v praksi. In sicer učencem sem pripravila poligon. Na tem poligonu so morali opraviti kar nekaj konkretnih gibalnih dejavnosti. Potekalo je pa to tako. Na začetku so si vzeli list, na katerem je bil z besedo zapisan glavni ali pa vrstilni števnik. Potem so šli po poligonu, opravili gibalno nalogo in na koncu zapisan glavni oziroma vrstilni števnik uvrstili pod vprašalnico koliko ali pa kateri po vrsti. Ko so poligon opravili vsi učenci, je sledilo dopisovanje števk. In sicer posamezni zapisanemu glavnemu števniku z besedo so potem dodali še števko. In na koncu smo se vprašali, kdaj napišemo piko, kdaj pike ne napišemo. Učenci so prišli do novega znanja, in sicer, da pri vprašalnici koliko ne pišemo na koncu, da kadar se vprašamo z vprašalnico koliko, za glavnim števnikom ne napišemo pike, kadar pa se vprašamo z vprašalnico kateri po vrsti, gre za vrstilni števnik, sicer tega nismo poimenovali, ampak vseeno vedo, da takrat pa zapišemo piko. V zaključnem delu pa smo uporabili delovni zvezek, in sicer pripravljena 4. in 5. naloga nam je služila za to, da so učenci znanje utrjevali, meni pa kot faza verifikacije, in sicer sem na tak način pridobila informacijo o tem, ali so res razumeli, kar smo delali. Čisto za konec sem učencem ponudila diferencirano domačo nalogo, in sicer tukaj imate zapisane 3 primere. Najlažja je bila ta: zapiši 4 povedi, v katerih uporabiš besede 1, 1, 4 in 4. To so naredili tako, da so najprej uporabili besede zapisane s črkami, potem pa so namesto teh besed uporabili števnike. Druga, težja naloga pa je bila naslednja: napiši pripoved o tem dnevu, kot da si deklica oziroma deček, ki je zmagal na tekmovanju. Tretja ponujena domača naloga pa so bile naloge na portalu učimse.com. Tudi te naloge so se nanašale na utrjevanje pridobljenega znanja, in sicer v povezavi s pravopisno zmožnostjo z uporabo vrstilnih števnikov. Takšne dejavnosti lahko prenesete tudi na druge teme. Naslednja dejavnost. Želim vam pokazati, kako z učenci, katere dejavnosti na primer lahko z učenci izvedete, preden učenci pokažejo, kako so se nečesa naučili. V gradivu Moj Nande se pojavlja ta enota Pokaži Nandetu svoje znanje. Glavni cilj te ure je bil samostojno tvorjenje pripovedi. V uvodnem delu sem na tablo pritrdila 5 sličic. Te sličice imajo učenci v delovnem zvezku. V zadnjem delu učilnice so učenci začeli poligon, vzeli so eno poved, jo prebrali, potem pa spet opravili neko gibalno nalogo in poved pritrdili pod ustrezno sličico na tablo. Ko so vsi učenci prišli na vrsto, za vsakega je bila pripravljena ena poved, ki se je seveda nanašala na prikazana na sličicah, smo povedi pregledali, če so jih učenci ustrezno uvrstili, in še dodatno opisali, kaj vidimo na sličicah. Potem pa sem učencem zastavila vprašanje, torej, kaj se je zgodilo. Tukaj je poudarek na tem, da učence spodbujamo, da se izražajo v pretekliku. Vidite tukaj tudi na prosojnici, kako izgleda lahko to v razredu. Te besede so lahko učencem potem v pomoč, ko
tvorijo pripoved. In preden so samostojno tvorili pripoved in jo zapisovali v zvezku, smo se pogovorili o kriterijih uspešnosti, torej na kaj moramo biti pozorni, kadar tvorimo pripovedi. Na ta način to nismo delali seveda prvič, te kriterije uspešnosti in pa ko smo se spraševali, na kaj bomo pozorni, ko pišemo pripoved, smo izpeljali že prvič, ko smo se srečali s tvorjenjem pripovedi. Potem pa so učenci samostojno zapisovali pripoved v zvezek. Učencem, ki imajo več težav, lahko ponudite vprašanja za pomoč, lahko jim pomagate, da najprej naredijo načrt, miselni vzorec zapišete ali pa jih vodite, da poiščejo ključne besede, da si zapišejo bistvene podatke. Ko so učenci s to dejavnostjo zaključili, so nekateri že prebrali, kaj jim je uspelo narediti. Potem smo pa v delovnem zvezku videli, da je pa še dodana 6. sličica, ta kvadratek je bil pa prazen, tako so učenci lahko potem pripovedovali, kaj bi pa lahko narisali v ta 6. kvadratek. To pa je bilo potem tudi izhodišče za likovni motiv pri likovni nalogi. Samo motiv je bil vzet iz te slovenščine, likovno nalogo pa smo seveda izpeljali iz ciljev, ki se navezujejo na likovno umetnost. Naslednja enota ima naslov Kaj spada skupaj. Cilj učne ure je razvijanje besedišča oziroma jezikovne zmožnosti, in sicer poimenovalne. Uvodni del smo začeli tako. Vsak učenec je dobil eno sličico. Tukaj vidite na prosojnici sličice, ki sem jih vključila, in sicer sličice so se navezovale oziroma so bili primere iz zelenjave, prevoznih sredstev, geometrijskih teles, šolskih potrebščin in pa geometrijskih teles. Učenci so potem uvrstili te sličice v ustrezni obroč. V vsakem obroču pa je že bil en primer sličice. V rdečem obroču, na primer, je bil že primer zelenjave, v modrem obroču je že bil primer šolskih potrebščin in tako naprej. Potem smo pa reševali naloge v delovnem zvezku. Tam so morali učenci spet poiskati, kaj je skupnega tistim sličicam, so ugotovili, da gre za primere sadja. Namenoma v tem uvodnem delu nisem dala takšnih primerov, kot so jih potem imeli v delovnem zvezku. Tako da smo lahko potem primerjali stvari. In tukaj v delovnem zvezku so morali učenci izbrati ustrezno besedo, ali gre za besede s širšim pomenom ali gre za besede z ožjim pomenom. Pregledovali smo rešene naloge s pomočjo rešitev interaktivnega delovnega zvezka. V zaključnem delu učne ure pa sem učencem najprej ponudila domačo nalogo, in sicer en tip naloge je bil zapisana poved, Rad jem sladkarije, potem so pa za domačo nalogo morali poiskati primere besed z ožjim pomenom in to besedo sladkarije nadomestiti, tako kot tukaj vidite, naprimer, rad jem lizike, čokolado, sladoled in torte. Drug listek, ki so ga dobili in so ga potegnili iz drugega kupa, je bila pa obratna naloga, in sicer so imeli pa zapisano poved. Na zemljevidu so poiskali Evropo, Severno Ameriko, Azijo in Avstralijo in te besede so morali potem zamenjati z besedo s širšim pomenom. Po navodilih za domačo nalogo pa je sledil zaključni del učne ure, in sicer nekaj otrok je dobilo zapisane besede, na listih zapisane besede s širšim pomenom, besede z ožjim pomenom. Te besede so potem nesli in jih dali k ustreznim obročem. Otroke pa sem razdelila v skupine. Ena skupina otrok je morala dopolniti poved. V zelenem obroču so in so potem naštevali. In na tak način smo potem ponovili še
kako uporabljamo vejico, kadar naštevamo. Ena od dodatnih nalog, ki lahko ponudite učencem, je pa ta, ki jo vidite na prosojnici. Poimenovala sem jo z naslovom od A do Ž. Izberete ustrezno besedo, besede z ožjim pomenom pa morajo poiskati učenci. In sicer jim date izziv, da poiščejo čim več besed, ki se začnejo na glas A, B in tako naprej, in te besede potem zapišejo. Zmaga skupina, ki najde čim več besed. Naloge v učnih pripravah, kjer gre za neke igre, so označene s kocko. In se mi zdi zelo smiselno, da omenim na tem mestu še rebuse. Zelo uporabno dejavnost, ki jo lahko uporabljate v fazi uvajanja nove snovi, v fazi utrjevanja znanja, ko so pa učenci že zelo vešči v reševanju rebusov, in pa lahko zadate nalogo, da tudi sami sestavljajo rebuse. Tukaj gre za primere rebusov, ki smo jih vključili v učno enoto, kjer učenci razvijajo jezikovno zmožnost, in sicer skladenjsko, gre za rabo dvojine. Tako. Verjamem, da poznate bralne knjižice Juhej, že berem, in upam, da jih imate možnost tudi uporabljati pri pouku. Ko smo načrtovali dnevne učne priprave, smo skoraj vsako uro vključili tudi čas namenjen branju. Res je pomembno, da učencem ponudimo možnost, da vsakodnevno berejo v šoli. Pa naj si bo to pri pouku, v času podaljšanega bivanja, pri dopolnilnem pouku, pri dodatnem pouku, in učitelji smo odgovorni, da imajo učenci na voljo v šoli raznoliko bralno gradivo. Raziskave kažejo, da raznolike metode učenja pri učencih ohranjajo visoko motivacijo za branje. Učenci lahko tako pri pouku berejo v parih, lahko berejo v skupinah, individualno, pomembno pa je tudi z branjem učitelja. Če le uspete organizirati učne dejavnosti tako, da otroci enkrat na teden berejo z vami, boste lahko res spremljali napredek vsakega učenca. In učenci zelo radi berejo z učiteljem. Zelo dobro je, če imajo možnost učenci brati v heterogenih skupinah, kjer se razlikujejo potem, kako dobro že imajo razvito to zmožnost. Včasih pa naj berejo tudi v homogenih skupinah. In ena od idej, ki se mi je porodila pri tem, ko sem pripravljala to predstavitev, je bila tale ideja oziroma ta dejavnost s kocko, in sicer otroci mečejo kocko, toliko pik kot vržejo, toliko povedi, toliko besed ali toliko odstavkov preberejo. Če gre za bralca, ki je na začetku, bomo govorili o tem, koliko besed preberejo. Če gre za malo boljšega bralca, pa se lahko pogovarjamo že o branju odstavkov. Da vedo učenci, kaj sploh zahtevamo od njih, ko berejo, je zelo dobro, da se z njimi pogovorimo o tem, kako pa bere tisti, ki je dober bralec. To lahko naredite tako, da se z njimi pogovorite, enostavno odgovarjajo na to vprašanje, lahko jim predvajate kakšen posnetek, predlagam, da je to posnetek branja učencev izpred prejšnjih let, lahko pa ste vi model, ki bere, in učenci potem analizirajo vaše branje. V 3. razredu bi se naj ti kriteriji uspešnosti, ki se navezujejo na branje, navezovali na bralno tehniko in pa na branje z razumevanjem. Še veliko učencev v 3. razredu tudi potrebujejo spodbude in pa povratne informacije, ki se navezujejo na tehniko branja, kar vse učence oziroma želja je, cilj je, da berejo otroci v 3. razredu z razumevanjem, in je zato ta drugi del kriterij uspešnosti povezan z branjem z razumevanjem. Jaz v razredu naredim to tako, da
natisnem toliko listov, kot je učencev, potem pa damo te liste v srajčke ali pa te liste splastificiram in nam te podlage služijo potem za samo refleksijo ali pa za medvrstniško vrednotenje, potem pri več ponovitev branja. Juhej že berem, bralna knjižica 3 ponuja besedila, na koncu katerih so že določena vprašanja za razumevanje. In otroci se po prebranem lahko tudi samo vrednotijo, imajo pripravljene emotikone. Jaz pa učencem na koncu branja ponudim, da si lahko izberejo tudi katerega od teh orodij. Naprimer, prvo orodje, potem ko otrok prebere neko besedilo, odgovori na vprašanja, ki jih ponuja bralna knjižica, lahko izpolni še to. Napiše, kaj bodo sošolci, ki bodo brali enako besedilo v bralni knjižici, izvedeli. Napiše 5 ključnih stvari. Izpostavi tudi, kaj si je posebej izpomnil. Druga različica lista pa je: to sem vedel, in napiše podatke, ki jih je že vedel, preden je prebral besedilo, potem kaj je bilo zanj novega in kaj od prebranega bi želel izvedeti še več. Res je pomembno, da damo učencu vedeti, da so te bralne vaje pomembne in da ne berejo zgolj zato, da mine učna ura slovenščine. Te izpolnjeni učni listi pa nam lahko služijo kot izhodišče pogovora med učenci o prebranem ali pa tudi, kadar se učitelji pogovarjamo z učencem, kaj je prebral. Kar nekaj časa zdaj že ponavljam to, kako pomembna je povratna informacija. In res, povratno informacijo o tem, kako napredujejo učenci, potrebujejo prav pri vseh sporazumevalnih dejavnostih, ki jih pri slovenščini razvijamo. Otrok lahko dobi povratno informacijo od vrstnika, povratno informacijo damo otroku učitelji, lahko pa se tudi samo vrednoti. In tukaj imate prikazane še 3 primere, kako lahko poteka podajanje povratne informacije. Prvo orodje se imenuje 2 zvezdici, 1 želja. Potem, ko otrok nekaj naredi, glede na kriterije uspešnosti, v prva 2 kvadratka, prva 2 pravokotnika, kjer sta zvezdici, zapiše, kaj mu je glede na kriterije uspešnosti uspelo dobro. Kjer pa je narisana ta čarobna palčka, pa napiše, na kaj bo naslednjič posebej pozoren, da bo izboljšal. Zelo prav pri podajanju povratnih informacij nam pridejo tudi link kocke, če ponudimo otroku zeleno, rdečo in pa rumeno link kocko. Torej vsak otrok ima vse 3 kocke in medtem, ko nekaj samostojno dela, lahko glede na to, ali mu gre dobro, ali je na dobri poti, ampak še vsem potrebuje nekaj pomoči, ali pa stvari še ne razume, postavi na ustrezno, na dogovorjeno mesto, mogoče je to rob mize ali pa ob delovnem zvezku, kocko določene barve in vam tako da vedeti, ali potrebuje vašo pomoč pri reševanju nekih nalog. Tale semafor uspešnosti lahko tudi visi na tabli in se potem učenci, mogoče zapišete imena učencev na ščipalke in ob koncu obravnave neke snovi v fazi preverjanja znanja, lahko končnega ali pa sprotnega, označijo torej svojo ščipalko, ki so na poti doseganja nekega cilja. Tukaj je še pa en primer orodja, ki ga lahko uporabite potem, ko učenci tvorijo neko besedilo. Naprimer, to orodje so uporabljali učenci potem, ko so zapisali pripoved in so se vrednotili glede na prej dogovorjene kriterije pri pisanju pripovedi. Na koncu sem dodala še prostor, kjer lahko tudi učitelj zapiše povratno informacijo otroku, mogoče da tudi kakšno usmeritev za naprej, kako lahko izboljša tisto, kar mu pri takratnem pisanju še ni šlo najbolje.
Naj vas spomnim še, da imate sedaj, ko je praznični čas, na portalu pod zavihkom podpora učiteljev tudi takšen praznični list. Mislim, da je sicer to na voljo pri 2. razredu, ampak verjamem, da pride prav učiteljem tudi v 3. razredu. Otroci radi pišejo, če je nekaj drugače. Še ena dejavnost, ki sem se odločila, da vam jo predstavim in jo sama pogosto uporabljam, poimenovala sem jo izhodni listki, zato lahko uporabite navadne postlistke in otroci ob koncu obravnave neke snovi, lahko pa tudi v začetni fazi aktivacije predznanja odgovarjajo na vprašanja, ki se nanašajo na učna snov ali pa potem na učne metode in oblike dela. Torej zapišejo nekaj misli. Vi pa jim pomagate na ta način, da jih vprašate, pri čem sem bil danes uspešen, pri čem sem imel težave, kaj še moram vaditi, kako bom napredoval pri znanju, kdo mi bo pri tem pomagal. Na ta način učenec usmisli lastno učenje, sprašuje se, kako se najlažje uči, kaj še potrebuje, lahko pa se ta vprašanja, na katera potem odgovarjajo in zapisujejo odgovore na izhodnih listkih, navezujejo tudi na učne metode in oblike dela. Kaj mi je bilo danes pri uri še posebej všeč, kaj bi spremenil, kako sem se danes najlažje učil, s kom sem največ sodeloval, kaj mi je šlo pri skupinskem delu najbolje od rok. V kompletu Moj najn-D3 pa ste dobili tudi namizne didaktične igre. V 3. razredu je 6 didaktičnih iger, ki so na prvi pogled zelo ciljno usmerjene. Glede na naslove bi najprej pomislili, da so naloge oziroma te igre uporabne samo za določeno temo. V pripravah vam že nakazujemo, da temu ni tako. Danes vam pa želim pokazati, kako lahko igro, ki je poimenovana S kom ali komu in na prvi pogled nagovarja k temu, da učenci razvijajo jezikovno zmožnost in sicer pravopisno in pravorečno, torej učijo se rabiti predloge. To didaktično igro lahko uporabite tudi, kadar se z učenci pogovarjate oziroma ponavljate veliko začetnico, kadar učenci uporabljajo vejice, razvijajo torej jezikovno zmožnost, tako da na primer mečejo kocke, rečete, da 6-krat vrže kocko, potem pride do določenih otrok in potem ta imena ustrezno zapiše oziroma jih uporabijo v določenih povedih. Ta igra vam lahko služi tudi pri razvijanju zmožnosti tvorjenja neumetnostnega besedila in sicer opis oseb. Otroci mečejo kocke in na ta način mogoče zberejo, kako bo ime njihovi osebi, glede na to, kar je prikazano, povejo o zunanjih značilnostih, potem vse ostalo, kar pa zapišejo pri opisu oseb, si pa na primer izmislijo. Zelo, zelo uporabna pa je tudi tale podloga Piši, briši. Otroci so dobili zraven flomasterje, drugače pa lahko tudi z navadnimi flomasterji zapisujejo na to podlogo. Kdaj smo recimo mi pogosto tole uporabljali, naprimer tudi v 2. razredu dobijo otroci to, pa jim date nalogo, da na začetku ure zapišejo eno besedo nagajivka ali pa jim vi pokažete sličico besede nagajivke, otroci pa morajo potem to besedo pravilno zapisati ali pa uporabite to predlogo, kadar organizirate pouk tako, da se greste kakšen kviz in otroci po skupinah potem zapisujejo na te piši, briši podloge odgovore. Še tukaj ena zanimiva igra, ki jo lahko igrate na zelo, zelo veliko načinov. Jaz sem si pripravila takole mrežo in zapisane črke od A do Ž. Potem smo se pa z učenci igrali igro tako, da iz kupčka izvleče sličico, potem pa v to mrežo zapiše besedo nagajivko. Igrali smo se na določen čas in po določenem času smo potem zaključili z delom. Učenci so po skupinah prešteli, koliko besed je uspelo zapisati na to mrežo v posamezni skupini in skupina, ki je zapisala največ besed, je bila na primer zmagovalka. Lahko date učencem tudi izziv, da zapiše
jim ponudite neke besede, potem pa morajo v to mrežo zapisati primere protipomenk ali pa nadpomenk ali pa sopomenk. Lahko uporabite tudi te pokrovčke jogurtov in gor že zapišete prej črke, otroci pa potem nastavljajo samo besede v to mrežo. Ena zelo uporabna igra je tudi igra Flipper, zato potrebujete žogo in ne samo, da si žogo podajo otroci z odbijanjem, seveda stojijo tako, da imajo noge drug ob drugem in tvorijo krog in jim otežite nalogo in rečete, no, v čim krajšem času bomo pa zdaj povedali mi čim več besed, ki se začnejo na zlog P ali pa žo. Seveda te začetne zloge prilagajate glede na temo, ki jo boste potem obravnavali in potem še dodate recimo pa eno dodatno nalogo za tiste otroke, ki pa ne najdejo tako hitro besed, da morajo narediti neko gibalno nalogo. Potem pa še primer igre, nariši, povej in pokaži. Ta igra je prirejena po znani igri Activity. Na tak način lahko vadite na primer rabo predlogov, učenci razvijajo jezikovne zmožnosti, pravopisne in pravorečne. Vi pripravite na primer zapisano besedo in ali pa na, v, otroci morajo pa potem nekaj narisati, da ostali učenci ugotovijo, kateri predlog ste imeli v mislih. Enako lahko delate s besedami nagajivkami, na tak način, da rišejo, da povejo ali pa pokažejo, torej s pantomimo. Lahko določite ključne besede, značilne za določeno besedilno vrsto ali pa tudi bistvene podatke. Še ena didaktična igra, poimenovala sem jo besedni računi. Otrokom lahko v različne dele učilnice nastavite različne besedne račune. To se gre tako, da odštevajo ali pa dodajajo črke oziroma več črk in otroci na ta način dobijo neka gesla, s temi gesli pa seveda potem vi nekaj naprej delate v povezavi s slovenščino. Takšen primer igre lahko uporabite tudi pred preverjanjem znanja, pred ocenjevanjem znanja, ko želite, da učence prebudite, da aktivirate njihovo razmišljanje in bodo na tak način potem lažje reševali tudi naloge v nadaljevanju. Že prej sem omenila, da otrokom lahko damo za domačo nalogo tudi naloge iz portala Učim se. Gre za interaktivne naloge, ki se nanašajo na pravopisna pravila, naslovnična pravila, torej na vse te sporazumevalne zmožnosti, ki jih z učenci razvijate pri pouku. Otroci te naloge zelo radi rešujejo, sploh ker gre za uporabo računalnika, znanje pa tudi na tak način pridobivajo zelo na učinkovit način. Tako, za konec sem izbrala pa eno misel, ki sem jo prebrala v literaturi, ki je povezana s formativnim spremljanjem. Gre za en izsledek iz raziskave PISA, in sicer, da na učni dosežek ne vpliva toliko, v katero šolo hodiš, kot to, v kateri razred hodiš oziroma kdo te uči. In upam, da sem danes s pripravljenimi dejavnostmi pri vas spodbudila kakšno novo idejo, kakšno novo dejavnost, ki jo boste že kar jutri lahko uporabili pri delu z učenci. Hvala za res izčrpno motivacijsko predavanje. Jaz sem prepričana, da učitelji lahko marsikaj od tega uporabijo, se soočijo v razredu tudi sami s tvojimi predlogi. Zaenkrat nimava nobenih vprašanj, mogoče malo še počakava. Mogoče ti še kakšno zanimivost poveš z učenci oziroma kakšne odzive svojih učencev pri delu z mojim Nandetom? Mogoče to lansko leto je en otrok napisal
sem bila na enem seminarju in je potem tam nas spodbudila predavateljica, da odgovorimo na par vprašanj, kako dobro poznamo svoje učence. In sem jim potem naslednji dan dala na listki zapisano vprašanje, kaj bi mi pa želel sporočiti, pa misliš, da jaz tega v tebi ne vem. No, in je en otrok napisal, želel bi vam povedati, da imam rad Nandeta. Lepo. Tukaj zdaj že imamo prve odzive. Hvala za nazorno predstavitev. Čeprav sem v 2. razredu, sem v teh minutkah dobila veliko idej za popestritev pouka. Hvala lepa za spodbudo in izkušnje, ki jih delite. Mi je všeč, da vedno znova dobivam potrditve, da sem na pravi poti. Hvala za ideje. Kakšne so sicer vaše izkušnje z Nandetom? Evo, malo vprašanje. Jaz zelo rada delam s tem gradivom, ker mi res omogoča, da ponudim raznolike naloge tistim učencem, ki zmorejo več, da so naloge pripravljene tudi za tiste učence, ki potrebujejo več moje spodbude. In delovni zvezek me dejansko ne omejuje, ampak lahko poleg teh nalog, ki so ponujene v delovnem zvezku, naredim še veliko več. Pa tudi meni je zelo v pomoč delovni zvezek, ker je dejansko strokovno zasnovan. Naloge so tako pripravljene, da dejansko vodijo učitelja, da v pravi smeri razmišlja, da ne dela nekih strokovnih napak. Kar se pogosto zgodi, če sami pripravljamo gradiva, pa mogoče nismo tako močni na določenem predmetnem področju. Včasih slišim, da se učitelji bojijo izbrati gradivo Moj Nande, zato ker bi naj bilo gradivo prezahtevno. Jaz mislim, da gradivo ni zahtevno, če ga znaš uporabljati na pravi način. Mi že na začetku leta staršem povemo, da mogoče vsi učenci ne bodo imeli rešenih vseh nalog in se to dejansko potem tudi zgodi, da nimajo vsi vsega rešenega, zato ker če pride otrok, na primer v 1. razredu, da že zelo dobro bere, mogoče kakšno nalogo izpustimo, pa potem že kaj sam zapiše, namesto da bi vlekel poteze, pa če gre za dobro usvojeno že to spretnost. Zelo mi je všeč tudi to, da imamo učitelji veliko stvari že pripravljenih in jih dejansko lahko potem samo uporabimo. Ne kopiramo več besedil, ne pripravljamo same več bralnih vaj, ampak uporabimo delovni zvezek, pa potem izpeljemo iz tega bralne vaje, na voljo imamo pa tudi na srečo bralne knjižice. Sicer v skladu, nekaj otrok ima pa tudi bralne knjižice sami. Hvala, Anita, za te dragocene izkušnje, ki deliš z nami in ideje, mnenja. Tudi učitelji se ti še naprej zahvaljujejo za predstavitev tvojega dela, za ideje, spodbude, čestitke. Za enkrat mi 2 vprašanj nimamo, tako da jaz mislim, da si svoje delo zelo dobro opravila. Mogoče bi samo tisti, ki uporabljajo gradivo, mogoče bi še zapisali, če še kaj pogrešajo ali pa bi si želeli, da na portalu mogoče še kaj ponudimo. Ja, to pa res. Če slučajno rabimo še kakšno, smo mi tudi veseli kakršnekoli ideje, ja, imaš prav. Mora biti glede priprav, mora biti glede dodatnih gradiv, ki jih imajo na voljo učitelji na spletu. No, dobili smo še eno mnenje, in sicer gospa uči v 2. razredu in ima dobre izkušnje z Nandetom, piše. Hvala vam za nazorno predstavitev. Tako da zaenkrat samo vse dobro, ne? Vsekakor, dobili smo še eno vprašanje. Kakšno je vaše mnenje o res obsežnem učnem načrtu za slovenščino? Učiteljice v 3. razredu vemo, da je učenje slovenščine obsežno in da se vsebine v naslednjih šolskih letih zelo ponavljajo. Ja, vsebine se res ponavljajo, cilji se nadgrajujejo, vsi pa vemo, da kljub temu, da se pa vsebine ponavljajo, da pa potem otroci še vseeno ne znajo v 4. razredu tvoriti določenih besedilnih vrst, ki jih sistematično obravnavamo že v 1., 2. in 3. razredu.
Na zadnjih letih sledimo temu, da res nekako poskušamo organizirati pouk po načelih formativnega spremljanja in v praksi tiste, ki to delamo, se kaže to, da bi naj šle te spremembe v pravi smeri, da bi naj otroci bolje znali, da bi naj vedeli, kaj od njih pričakujemo in potem lažje temu sledili. Mogoče se mi kot učitelji vprašamo, če učencem ponudimo dovolj zahtevna besedila, če lahko še mi kaj naredimo za to, če mogoče lahko potegnemo določene vzporednice, pa kakšne snovi združimo, pa več časa namenimo utrjevanju, pa na tak način mogoče pripomoremo k temu, da bo večini šlo bolje. Hvala, Anita. Zaenkrat nimava novih vprašanj, tako da jaz predlagam, da se počasi poslovimo oziroma zaključimo današnje druženje. Anita, hvala ti še enkrat za tvoje sodelovanje. Se veselimo že novega srečanja s tabo. Tudi učitelji ti želijo vse dobro, sporočajo samo pozitivne povratne informacije. Tako da, spoštovani učitelji, jaz vas vabim ponovno, da se nam pridružite na naslednjih minutkah. Želim vam vse dobro, lep december še naprej in srečno v novem letu. Nasvidenje.